imamo v studiu bombe. Vsem se pozna na obrazih, na naših licih, na naših izrazih na obrazu. Ampak to sploh ni bistveno. Bistveno je to, da je Sašo Bole, bomba, prej v intimnem pogovoru rekel, da rock'n'roll scene pri nas ni. Kaj ste pa vi? Mi smo nekje vmes, ne? Med čim? Med nebesom in med peklom. Sem vedno, kadar srečen, kadar 3 besede spregovorim s tabo, občutek, da ste vi, bom rekla takole, edini ali pa eden izmed zelo redkih slovenskih bendov, ki se zelo zvesti tistemu sex and drugs and rock'n'roll. A se motim? Pogledaj, če pa še kondom. Ne, to je pozitivno, ampak to ni v tem sloganu, ne? Kondomi niso v tem. Ja, nisem počakval. Ja, no, safe sex. Ja, ampak jaz sem neka sex and drugs and rock'n'roll, to je nastalo kdaj, v 60-ih letih grega ta izraz. Safe sex, drugs and rock'n'roll. Safe sex, no drugs and rock'n'roll. No drugs. Pa futbol, saj recimo. To se pravi, rock'n'rollerjevo. Futbol pa noge na o. A imaš kakšnega specialnega izvedenca za... Namec imaš ga. A imaš kakšnega specialnega izvedenca za imidž? Ja, te hlače so pa delala z Vonetom Kukcem, kitaristom od Sokolo, ki je on še včasih imel tiskarno in sva sama to risala gor. Pa se tudi preddajo, brez in da gre. In so se zelo zabavali. Ne, to se sploh ne pere, to je specialna barva, ne vem, iz Italije uvezena pa to. Drži. To se ne pere. No way. Aha, ne opere se barva, ali kavboj sploh ne pereš. Moji kupci po Sloveniji vejo, da moje mačke. No ja, sicer Sašo Bole velja za enega izmed najboljših kitaristov v Sloveniji, tako da ne boste mislili, da samo takole, sam zafrkava skozi. Zdaj v glasbi nismo rekli še nič, ne? Malo smo slišali, da je to rock'n'roll. Povedali smo, da rock'n'rolla pri nas ni, oziroma to si ti ugotovil. Pardon, tisto vprašanje, ki si rekla. Ne, je scena, sam je tako blazno hecen, eni so altar, ta varianta prek Škuca, pa so pa neki heavy metalci, ne. Mislim, nismo ni eno ni drugo, a veš, in se je težko najti urint nekam, ne. Kam pa pašete? A ja, vmes med nebesa in med peku. Ne, a ne, Grega? Kako vam to rata tle pri nas? Imate publiko? Kaj? Ti se mi zdiš čist drug, mislim, zdaj ne bom kakšnih izrazov uporabljala, ampak recimo v narekovajih bolj normalno od Saša. V narekovajih sem rekla, stari. Zato, ker je tih? Tak, bolj nice guy si. Zato, ker sem tiho, kaj? Ne, tako, cel tvoj imidž mi daje tak vtis. Ne razumem, to najboljše, mislim, zakaj? Mislim, je cel band v tem štosu. Lokali smo vsi, ne, to je važno. Nice guy. No, ampak Sašo je vendarle neko, ki stopa, se mi zdi, iz benda. Ti si pa... Valjda, on je šef. On je šef, ti si pa frontman. Kakšna je tvoja vloga v bendu, poleg tega, da si vokalni solist? Še? Da sem ta glavna opica, mi smo vsi opice na odru. Jaz sem pa ta glavna opica. Ti si pa ta glavna. A vi živite od te muske? Da. Ne rabiš več govoriti. Od česa pa živite? No, da smo posneli to kaseto, bi se rad zahvalil Dušanu Velkovrhu, ki je v bistvu od nas denar vložil. Zato tudi ni scene, kam band več ne vlaga v bende. Ponovadi si ljudje, da to posnamejo, morajo najti denar, sponzore pa to. Nas je pa Dušan Velkovrh in založba Korona počastila svojim izborom, dobrim. So že vedeli, zakaj? Dajmo poslušati mi še en štikelček. Je? A gremo zdaj? To bo naslovna, kar. Sicer ste pa, čakaj, lahko še to povemo, sicer ste pa na prednovoletnem koncertu v Hali Tivoli, če se ne motim. Exactly. Tam se bo dal kaj slišati iz te kasete, ne? Kako prijem tako? Vidno so Kira kamera? Be there. Square. Ok, bom pa lahko slišite, oziroma par štiklov, ali pa mogoče vse štikle iz te kasete v Hali Tivoli. Kdaj je to, Sašo? 22. 22. Igi, čao! To je v torek v Hali Tivoli v Ljubljani. Zdaj pa prisluhnimo še eni skladbi. Naslovni? Tako se ji ne sme reči sploh. Z kasete Zvočni zid. Zvočni zid in bombe torej.